je bilo ime Jens in v ustih je imel zobe, kot jih imamo vsi. Toda Jens je imel še nekaj več. V enem svojih zob je imel luknjo in v tej luknji sta stanovala dva pobiča, Karius in Baktus. Kaj ne, malo čudni, nenavadni imeni, a kaj hočemo, saj sta bila tudi pobiča nenavaden par. Tako silno, neznansko majcena sta bila, da bi jo mogel videti le pod močnim povečevalnim steklom. Karius je bil črnolas razkuštranec, Baktus pa rdeče las razkodranec. Jedla sta le sladkarije in nikoli jima jih ni zmanjkalo. Prepevala sta in se zabavala od jutra do noči. Če nista jedla ali pa spala, potem sta tolkla in razbijala v zobu, kajti v njem sta si hotela zgraditi hišo, veliko, imenitno in zares prostorno hišo. Nekega dne pa se je Baktus, rdečelasi razkodranec, naveličal dela in med njima se je razvil takle pogovor. Oj, Karius, dovolj dolgo sva tolkla in razbijala in tolkla. Zdaj mislim, je pa najina hiša zares dovolj velika. Še veliko. Večjo hišo bomo morala narediti, Baktus, moj ljubi. Saj ne smeš pozabiti, da vsak dan malo zrasteva, da sva vsak dan večja in debelejša, ker pojeva toliko piškotov in sladkorčkov. Kar malo se še potrudi, dragi Baktus. Joj, no pa se še malo potrudiva. Dobro. Ti, Karius. Ja, kaj pa je? Joj, poglej skozi okno. Cela vrsta belih zob je še zgoraj. Karius, poglej, kaj, če bi mi dva zgradila še eno hišo tamle zgoraj v Jensovem kočniku. Zdi se mi, da bi bilo zgoraj veliko lepše, kot pa tule spodaj v tej temni luknji. Ja, bratec, ali te še ne bo pamet srečala? Saj vendar vidiš, da stanujeva spodaj udobneje in mirneje. Pomisli samo, kako hudo je takrat, kadar pride strašanska zobna krtačka. Pa kaj me briga zobna krtačka? Saj oba dobro veva, da si Jens nikoli ne umije zob. Mar si pozabil, bratec rdečelasec? Jaz se pa še dobro spominjam, kako grozno je bilo takrat, ko si je umil zobe. Jaz si pozabil. To je bilo samo enkrat pa ni nobenkrat, dragi Karius. Če sva midva kje varna pred zobno krtačko, potem sva varna v Jensovih ustih, v Jensovem zobu. Če misliš, da je to res, potem si pa se zidaj hišo, kjer hočeš, a jaz bom ostal lepo varno v spodnji hiši. Tale najin razgled mi ne gre iz glave. Ja, tam zgoraj bi rad stanoval. Joj, to bi bilo mnogo imenitneje, kot je pa tu spodaj. Pomisli, Karius, pomisli, ko bova najino hišico tu spodaj še razširila in si potem zgradila hišice še v vseh Jensovih zobeh, bom lahko kot kralj sedel zgoraj v svoji novi, največji hiši. Hurra! Saj to bo kraljevska palača. Ja, in kot kralj bom gledal prek belega mesta. Nisem tako zelo prepričan, da bova kraljevala. Kaj pa, če ne bova dobila dovolj sladkarij? Kar nič se ne boj, Karius. Saj jih dobiva toliko dan za dnem, da bova kmalu počila, če bo šlo tako naprej. Zmeraj pa ni bilo tako. Pomislili na tiste dni, ko je Jens dan za dnem jedel korenček in najdel kruh. To so bili strašni dnevi. Prav malo je manjkalo, pa bi umrl od lakote. Čemu govoriš o tako žalostnih stvarih, kot so korenček in črni kruh? Pazar! Pravkar prihaja kosilo.
To bo najbrž rženi kruh. Ne, Karius. Sladka maslina pogača, debelo potresena s sladkorjem. Sladkarije so že tu. Jens potico se masti in z bomboni vseh zvrsti. Med zobmi se mu topi sladoled in sveželi. Čokoladni ličniki, ja ne že mi upognenci. 2 dni kasneje. Baktus si je zgradil hišo v zgornjem Jensovem kočniku na desni strani čeljusti. Sedaj pa sedi na balkonu in lenari. Medtem pa Karius v spodnji hiši tolče in vrta in vrta in tolče. Halo, Karius! Si spodaj! Saj vendar slišiš, Baktus, kako mrljivo dela. Ja, kaj pa delaš? Vrtam podzemeljski hodnik iz mojega zoba k velikemu sosednjemu zobu. To je pa odlična misel. Kako se ti pa godi tam gori? Imenitno. Sedim in uživam imeniten razgled. Poslušaj, sami bleščeči beli zobni vrhovi, do kamor mi seže pogled. Kdo se pa cmeri in javka tako neuzmerno? Poslušaj. Kako me boli zobje. To je le Jens, ki se cmeri in javka. Ali razumeš, kaj je za tule? Kako me boli zobje. Da je strašanski tulež. Jaz ga bom pa še malo dražil. Potrkal mu prav in natanko tja, kjer vem, da ga najbolj boli. Le poslušaj, Baktus. Si ga slišal, Baktus? Kako me boli zobje. Potonci še enkrat. Jens, očistiti si moraš zobe z zobno pasto in krtačko. Kdo je to rekel? To je rekla Jensova mama. Slabo sem razumel, kaj je rekla. Ja, rekla je, moraš si očistiti zobe s krtačko in zobno pasto. To je grozno, Baktus. Le pomisli, kaj bo, če pride strašanska zobna krtačka. Kaj bova naredila? Kaj bova naredila? Ne, pomiri se, Karius. Pregovorila bova Jensa, da se še dotaknil ne bo zobne krtačke. Ja, ljuboznimo ga bova na ves glas poklicala in mu zapičala, da naj ne uboga mame. A ne, oba naenkrat bova zaklicala, daj. 1, 2, 3. Jens, nikar ne ubogaj mame! Jens, nikar ne ubogaj mame! Poslušaj, Karius že nataka vodo v kozarec. Že se nama bliža strašna zobna krtačka. Na pomoč, Karius, na pomoč! Skoči z balkona! Urno skoči k meni! A bo pri tebi bolj varno, Karius? Kaj pa? Pohiti no, ali mi vidiš, da tvoj balkon najbolj štrli naprej? Tega bo najprej zalila voda. Ja, praviš, že skačem. Bojim se, že drvim. 1, 2, 3. Zadnji čas. Še ritko stisni noter, da zapahnemo vrata. A sem sploh še živ? Tale skok bom pa pomnil. Kako me boli.
Joj, kaj bo z nama? Saj naj jo bo zadušila ta strašna zobna pasta. Joj, pa kako brbota in sikajo. Zdaj je pa konec. Ja, zdaj je pa konec. Kaj meniš, ali naj tvegava in greva spet gor v mojo hišo? Le previdno. Ja. Previdno. Ja. Ojoj, gorje, joj, kakšno razdajanje. Kaj pa je? Ne, vsega je konec. Nobenega sladkega grižljaja več. Kaj bomo pa jedla, joj, sem strašansko lačen. Ojoj, nobenih sladkosti ni več. Lačen Ko si je Jens očistil zobe, so bolečine v zobu malo pojenjale. Toda bolelo ga je še zmeraj, saj je imel v zobeh luknje, ki sta mu jih izvrtala Karius in Baktus. Proti jutru sta razkuštranca spet pričela razbijati in tolči. Takrat pa se je Jensova mati nečesa domislila. Čemu pa tako grdo gledaš, Karius? Lačen sem. Ma saj bo kmalu prišlo kaj sladkega, no. Nič ne kaže. Prav nič ne kaže. Pozno je že. Nič ne kaže, prav. Kaj pa, če bi se pogovorila z Jensom? Le kako moreš pomisliti na kaj tako nemogočega? Saj veš, da naj jo nič več ne posluša. Ja, ampak če bova zakričala oba naenkrat, potem bo pa mogoče slišal. Ja, kaj naj pa zakličeva? Ja, 1, 2, 3. Jens, daj nama piškotov. No ja. Za voljo mene lahko poskusi. Ja, greva. 1, 2, 3. Jens, daj nama piškotov! Jens, odpri usta. No, odpri usta. Ali si slišal, Baktus? Slišal? Karius, to je bil moški glas, ki je nekaj ukazal. Jo, in kaj ukazal? Rekel je, Jens, odpri usta. Čudno. Ja, čudno. Joj, Karius, mogoče je bil pa slaščičar. Ja, slaščičar, ki je ukazal Jensu, naj odpre usta. Ja, kaj pa, če je Jens slišal, kar sem mu zaklicala? Poglej, Jens že odpira usta. Upam, da bo ugriznil kaj zelo sladkega. Ti, če ni to tista igra, zapri oči, odpri usta. Ne bo. Rekel je samo, odpri usta. Ja, saj to je glavno. Odpri usta je zmeraj napoved dobrot. Vsak čas bova imela bonbon. Joj, bonbon. Nekam dolgo čakava. Pa kaj le to pomeni? Kako dolgo bom še sedel tu in zjal z odprtimi usti, predno bo kaj sladkega prišlo vanje? Joj, kako se je na vsem lepem razsvetlilo, kot da bi celo veliko sonce posvetilo v Jensova usta. Baktus, splezaj brž na okreber po moji rami in poglej čez rob luknje, kaj se je zgodilo. Ja, prav imaš, Karius, prav imaš, no počepni že, no. Ali kaj vidiš? Joj, Karius, vidim veliko okroglo svetilko, ki sveti v Jensova usta. 10-krat večja je kot največje sonce. In kaj še vidiš? Ja, vidim moža v beli halji. No, to je pa smola vseh smol.
Zobozdravnik! Zobozdravnik. A mar so zobozdravniki nevarni? Zobozdravniki nevarni! Ja. Ne norčuj se iz mene! Zobozdravnik je izmed vseh nevarnosti največja nevarnost v našem življenju. Podrejo nam vse naše hišice in zamaše vse luknje v zobeh. Karius, joj, kako strašno se bojim. Ja, kaj pa tako hrumi? To je nekaj velikega, grdega, bleščečega, joj, Karius, godrnja, hrumi in se neznansko hitro vrti naokrog. Jo, gorje! Ja. To je sveder! Sveder! Ja, sveder! Ja. Zmeraj bliže prihaja. Ja. Kaj naj storiva? Na pomoč! Jo, je že tu! Beživa, kar naj v noge neso! Urno, Baktus, skoči dol! Tu je zadnji rob zadnjega zoba. Mogoče naj jo tu le ne odkrije. Ja, mogoče. Baktus, pokukaj malo ven, ja, pa povej, kaj dela zobozdravnik. Karius, že vrta v najnih hišah. Kako sem besen! Naj stečeva tja in razgrizeva sveder. Kako si to predstavljaš? Ali sploh veš, kako trden in trd je takle sveder? Kaj pa, če bi zobozdravnika ugriznila prst? Še čutil ne bi. Ja, lahko pa skočiva v njegova usta in pričneva tolči in razbijati po njegovih zobeh. Z zobozdravnikom se ne moreš norčevati. Ko bi ne bilo zobozdravnikov. Jo, poglej, zdaj pa še brizga z voda. Kakšen pljust. Poglej, Karius, zamašil bo luknjo v kočniku, uničil bi pa moja čudovita nova hiška. Zdaj mi je pa že preveč. Skočil bom tja in ga pošteno ugriznil. Počakaj, Baktus, postojno! Pa se te bo izplaknil iz ust. Poglej, zamašil bo še tvojo hišico. Hej, zobozdravnik, boš odnehal! Pusti mojo hišo pri miru! Ne, saj ničesar ne sliši. Noče slišati. Ja. Prepozno je končano. Moje čudovite hišice ni več. Kje je zdaj moja velika imenitna skrbina? Ti najmanjši luknji se ni več. Kam naj spat nocoj greva, brez grižljaja sladkega, to je tajno gorje, če so zdravi vsi zobje. Kaj sva hudega storila, da sva hišici izgubila, lačna, trudna, čisto preč, strehe postelje ni več. Jens je prišel domov od zobozdravnika. Srečen, presrečen je bil, ker ni imel več lukenj v zobeh in ga ni več bolelo. Kako pa sta se počutila Karius in Baktus? Slabi časi, Baktus. Slabi časi. Prav imaš, Karius, presneto slabi čas. Ničesar sladkega za podzob in nobenega prostorčka, kjer bi lahko živela. Ničesar sladkega za podzob in nobenega prostorčka, ker bi živela. Fuj! Fej in fuj! Pa poizkusiva nocoj zaspati tule v kotu, ha? Pa jaz sem tako nazarensko lačen, da še zaspati ne bom mogel. Poglej, Karius, Jens je odprl usta. Joj, mogoče bo le prišlo kaj sladkega. Ne verjamem, da bi moglo priti danes še kaj dobrega. Bo, če me podpreš, bom splezal na zob in pogledal malo naokoli. Je, prav imaš, na. Joj, nikjer se ne morem
Pojdi, Baktus, samo toliko se še napni, da boš videl čez rob zoba. No, ali kaj vidiš? Čakaj. Ja. Vidim, se to je strašno. Joj, vidim. Ja, kaj pa je? Krtačka! Zobna krtačka! Prš mi pomagaj nazaj dol, prš mi... Kaj ne storiva? Karius? Nikjer kotička, kamor bi se lahko splazila in skrila. Ne, nikjer kotička, kamor bi se splazila in skrila. Jens, nikar s krtačko v usta. Ne! Nikoli več se ne bova mučila, nikoli več. Častna beseda. Častna beseda, Jo, skriti se morava, Karius, skriti se morava. Toda kam neki? Pomoči ni bilo od nikjer in nikoder. Nikjer več nobene luknjice v Jensovih zobeh, kamor bi se pobiča lahko skrila. Krtačka jo je skrtačila iz Jensovih ust z vodo in peno vred. Padla sta skozi vodovodno cev in plavala proti globokemu, neskončno velikemu, daljnemu morju. Tam plavata še zmeraj in iščeta luknjo v zobu, v katero bi se mogla skriti. Ja, saj bi se na vse zadnje človeku kar malo zasmilila. A kaj? Nekdo je bil nazarensko vesel, saj se je rešil zobobola. In to je bil Jens.